Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o škorpionih, pa o 11. mesecu, v glavnem pa tudi o horoskopu, ampak ja, dobesedno o škorpionih. V glavnem, zdaj, ko smo se preselili na Primorsko, smo imeli priliko opazovati, že imeti dobesedno škorpioni. In od spodaj so je kamen in v kamnu, in tam, kjer je tudi kamen, je pač vlažen, ker je živ in vsrkava vlago, so se naselili škorpioni. In seveda, ko smo prvega škorpiona dobili, je bilo tako, na pomoč. Ampak, potem, ko vidiš te živalce, ki niso sploh nič kaj strašnega, to so živalce, ki izgledajo grozno, ja, ampak po noči lovijo, ampak ne ljudi, ampak lovijo pač hrano, tako da jo pač piči, se ta hrana znotraj utekočini in potem to na ta način, po moje, no, to je zdaj moja razlaga, kot pajki. No, v glavnem, škorpioni ne napadajo, ampak napadajo šele, ko občutijo ogroženost. In ja, tako na ta način so pa dejansko tudi te škorpioni, ki so po horoskopu škorpioni. Vsem noter so pač raj se skrijejo, se ne pokažejo, kdo so, ampak če so pa ogroženi, takrat pa vsekajo, kakor se le da. No, vsak od nas ima verjetno opravka s kakšnim škorpionom, ali pa ste mogoče vi po horoskopu škorpioni. In v glavnem, zdaj, če gledamo, škorpion spada med vodna znamenja, kot rak pa riba, in predvsem, ker jim vlada voda, voda je povezana s čustvovanjem, s podzavestjo, ja, prav s tem, ker mi smo globoko v sebi. No, in v glavnem, zdaj, če gledamo prav 11. mesec, še to je zanimivo, ne? Po numerologiji pa 11. mesec, 11 pa 11, daleko je bil 11. Je v bistvu tako rušenje starega, postavitev novega. No, in dobesedno vidite, da če imate opravka z nekim škorpionom, a se ukvarja ves čas s tem, da mora nekaj spremeniti in nekaj ruši, pa podira, pa sestavlja, pa spet poruši, pa spet sestavlja in tako naprej. In vse je povezano s podzavestjo in s čustvi. Pač, ja, in je to intenzivno. Spomnim se, da mi je ena gospa rekla, da je imela v srednji šoli 3/4 razreda samih škorpionov. In je tisto, jaz škorpionov ne maram. Jaz škorpione obožujem. Dobro, mogoče zato, ker sem jaz tudi po horoskopu vodno znamenje, ampak ja, rada poslujem z ljudmi, ki imajo čustvovanje. Obožujem to, ker v bistvu, dobro, saj imam splošno rada ljudi, saj ni, da koga ne maram na koncu koncev. No, in zdaj, če gledamo naprej, to čustvovanje. To čustvovanje je potem povezano tudi s tem, ali pa 11. mesec, rušenje starega, postavitev novega. In zdaj pomislite, ta mesec se meni zdi, da se pri marsikom spreminjajo zadeve in je rušenje starega, postavitev novega. In se mogoče nekaj spreminja, nek odnos spreminja. No, in glih včeraj sem govorila z eno gospo, ki ima pač majčkeno bolj intenzivno obdobje v svojem partnerskem odnosu. In prejšnji dan pač govoriva in je rekla, joj, konc je, ne morem več. In potem, ko je premislila, ko je začel skozi njo govoriti spet ta strah pred samoto, je rekla, ne, saj je vse v redu. In kaj sem ji svetovala, in mogoče je ta nasvet dober tudi za vas. Ker poglejte, kaj se nam dogaja. Recimo, da ste v službi, kjer zmorete in nalagajo. In enkrat eksplodirate in ne morete več. Mogoče je vaš partnerski odnos tako močno intenziven, pa vas vodi iz ene drame v drugo dramo, pa spet vsake 3 mesece popente in ne morem več in tako naprej. Se pravi, da veste, kam greste, je pametno zdajle v 11. mesecu, ko pač prihajajo stvari iz podzavesti, napisati pismo sebi, partnerju,
kaj potrebujete za svojo srečo. Zdaj, če ste samski, seveda dajte napisati sami sebi, kaj potrebujete za svojo srečo. In to je ena stvar, se pravi, moraš imeti črno na belem napisan, kaj jaz potrebujem za mojo srečo. Dajte, če ste v partnerskem odnosu sami s sabo, kaj potrebuješ za svojo srečo? Ja, pač verjetno, da nekaj gibaš, da poskrbiš za zdravo hrano, da se ne zlorabljaš z nekimi substancami, ki niso zdrave za tebe, da dovolj spiš. Ne nazadnje, kaj potrebuješ za svojo srečo. Nekateri, ki so samski, jaz tukaj ne morem reči za sebe, da to delam, ker ne, ampak bojo vse naredili, da bojo zamašili svoj čas z nekimi dejavnostmi, da imajo pol občutek, da niso sami. Veste, kaj mi je rekla moja prijateljica? Rekla mi je, da če imaš ogenj, živ ogenj, ne moreš biti nikdar sam. In je že v prejšnjem domovanju sem imela kamin in zdaj imam kamin. In je to res ena taka zadeva. Če imaš ogenj, ne moreš biti sam. Vedno prižgem sveče. Sveča je živ ogenj. In dajte si to ponavljati, tisti, ki imate občutek samote. Če imam ogenj, ne morem biti sam, ne morem biti sama. No in to je res pomembno. Se pravi, prva stvar napišite, kaj morate narediti, da boste sami bolj srečni. In si dajte opolnik od danes, pa recimo čez 5 mesecev ali pa 6 mesecev. In takrat dejansko pogledajte, kje ste. Ker boste imeli črno na belem, boste videli, začela sem telovaditi. Nehala sem osrečevati, ne vem, moja prijateljica, ko me pokliče samo takrat, ko rabi nekoga, ki koš za odpadke. Nehala sem, ne vem, tekati k mami in poslušati njeno tarnanje čez očeta. Recimo, če ste pa v partnerskem odnosu, kjer škriple, ali pa tudi v službi, si pa spet napišite, kaj potrebujem za mojo srečo. In seveda ta list morate dati v 2 izvodih. In nekaj se zdaj skozi mene čisti, zato ker so začele teči energije, ampak je v redu. Želim govoriti o tem, zaradi tega, ker čutim, da je to tako obremenjeno polje, da je treba spregovoriti o tem. Se pravi, če ste v službi, kjer nalagajo na vas, vi morate jasno vedeti, kaj zmorete. In je treba imeti to napisan. In drugo zadevo, ni treba jutri službe pustiti. Ampak date to vedeti pismeno nadrejenemu in ko vidite, pač pustite, da se stvari, ne vem, par mesecev tečejo, čez pol meseca si pa date opolnik, preglej, kje si. Ne takrat, ko vam spet film poč in zdite, ampak prej. Prej zaradi tega, ker takrat, ko si miren, lahko pregledaš tako analitično. Tukaj sem, to je treba izboljšati, ne, tole ni v redu. Enako pa je v partnerskem odnosu. Veste, kje ste danes, mogoče vam seka neka stvar tako močno v glavo, da ne morete več, si napišete te zadeve. Jaz potrebujem za mojo srečo to. Napišete partnerju, jaz pričakujem to. Te stvari ne grejo. Ni, da se jutri ločite, ampak si date opolnik čez, ne vem, 4 mesece, točno na ta dan pogledate, kje ste. Pogledate vi, kje ste. Ker glejte, imate krizo ta trenutek vam bo partner vse obljubil, vse, kar je možno, da vas obdrži. In vi se potolažite in spet korakate naprej. Ampak, ko brez čustvene obremenjenosti vi pogledate čez 4 mesece, kje ste, boste točno vedeli. In če boste videli čez 4 mesece, da se ni nič spremenil, verjemite mi, da se ne bo tudi v naslednjih 4 mesecih, pa v naslednjih 4, pa v naslednjih 4. To pomeni ne čez 1 leto, ne čez 2 let, ne čez 5 let. Ampak stvari grejo ponavadi na slabš. In se pravi, nehajte zapravljati čas in energijo za ljudi, ki niso vredni vaše energije. Vem, lažje je govoriti o tem, kot narediti kakšen korak, ampak vse te korake sem jaz prehodila in zato lahko o tem govorim. Ravno tako je v odnosu z otroki. Ker glejte, pri otrocih je tako, pač
Od malega jih previjamo, skrbimo za njih, ampak pol je pa cilj, da počasi te otroke spravimo do odrasle dobe. In kaj se zgodi, ko so nekje tam v puberteti? Oni živijo svoj life. Njim je dober. In vi postanete dežurna čistilka. Odnašate posodo, zrihtate to, operete, pomijete in zraven kaj vse delate. Halo? Ne, vi morate jasno povedati. Želim, da lahko sobivamo. To. Vi morate napisati, jasno povedati, jasno določiti naloge in se tega držati. In vem, da je spet težko, zaradi tega, ker tisti, ki imajo dosti korist od tega, da vse vi naredite, zakaj se bojo pa oni strinjali z vami? Halo? Za koga? Če jim je dober. Gre se za to, da vam ni dober in da vi morate vztrajati pri tem, da vam bo dober. Kaj vas učim, čudne zadeve, ne da? No, v glavnem, tako da to naredite. Pojmo še na nekaj sporočil s kart prehodu na novo dobo. Se pravi, za vse tiste, ki ste zdaj v tem 11. mesecu na vrtiljaku čustev, ko vas življenje vrti in vas hoče spraviti v center. Kaj je ta trenutek za vas res pomembno? Da ozavestite, da čutite, da veste, se pravi, kaj je tisto. Prvo sporočilo je radost, karta 32, no da vidimo, vam bom brala sporočila, je prav. Bodite srečni, da živite. Vaše srce je mlado in večno. Mladostna energija se pretaka po vaših žilah. Dovolite, da se dobro počutite v svojem telesu, ki je prežeto z radostno energijo. Dovoljujte si sprejemati to radostno življenjsko energijo. Na sliki so delfini. In zdaj ena stvar, ki včeraj smo z otroki govorili. V meni je ena taka otroška energija, ne? Ja, otroška energija. In jaz imam ene par prijateljic, ki imajo eno, in moja Katarina in Irena, to so ampak ne neodgovorne ženske, ampak z otroško energijo, s čisto žuborečo energijo. Je lepo imeti take ljudi okrog sebe. Jaz sem tak človek, ne? In glejte, kdaj postaneš star? Ko ne moreš več. Zakaj že? Otroci niso taki. Otroci niso taki. In tukaj ne govorim, da ste neodgovorni v življenju, ampak gre se za to, da se nehate zapenati v drame. Naslednje sporočilo je prišlo 74. 74 je: zmorete vztrajati na začrtani poti in angeli vam stojijo ob strani. Včasih hočete hitro priti do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih mogoče še ne zaznate. Ko pridejo temni oblaki in ko obup zakrije prihodnost, se zavedajte, da so to samo preizkušnje, ali zmorete ohranjati vero. Res je zanimivo. 11. mesec je za moje pojme najtežji od vseh mesecev. Prav ta energija 11. meseca, škorpijona, dan se krajša, megla je, vlaga, vse tisto, ne? December je pa se že prevesil to praznično vzdušje, ampak 11. mesec te pa enostavno pribije, da se ukvarjaš s čustvi. In naprej, naslednja karta je prijateljstvo. Dovoljujte, da v vaše življenje prihajajo ljudje, ki vas sprejemajo in podpirajo. Brez slabe vesti lahko prosite za pomoč. Ponos vam samo škodi. V ljudeh iščete svetlobo, bodite hvaležni za prijatelje, ki vas spremljajo na poti življenja. No, tako da to so zdaj 3 sporočila, pojmo še na eno sporočilo vodstvo boginj, da vidimo, kaj nam pa boginje sporočajo, se pravi za vse tiste, ki ste ta trenutek na vrtiljaku čustev in vas pošteno premetava. Da vidimo. Blaginja, abundanca. Vesolje vas obliva s svojim obiljem. Odprite se za sprejemanje. No, in prav ta obilje, če nas vesolje zasipa z obiljem, mi moramo odpreti roke. Ne biti v boju. Glejte, ko sem v boju, a lahko kaj sprejmem, razen kakšen
kako se reče po slovensko? Pač šamarna gobica, ne? Ne znam povedati po slovensko. Pač a ne? To ni energija energija sprejemanja je čisto druga. Je to, da odpreš roke in dovoliš biti v tihi spokojnosti v sebi in dovoliš, da ti življenje prinese darove. Blaginja, abondansa. Bom vam prebrala. Kaj je abondansa? Abondansa je samečkan, Afrodita. Rimska in nordijska boginja blaginje, uspeha in blaginje, za katero velja, da prinaša srečo in finančne dobitke vsem, ki jo prikličejo. Seboj nosi rog obilja poln zlatnikov, ki se kot sled stresajo iz njega, kamorkoli stopi. En od znakov, da je z vami, bo drobiž, ki ga boste našli na najbolj nepričakovanih mestih, in bodite prepričani, da bo vsem, ki jo bodo priklicali, prinesle več kot le žepnino. Podarja blaginjo v vseh možnih oblikah, med drugim v časa, idej in drugih oblik podpore. In v glavnem, kaj sporoča? Prošnja za pomoč je znak moči, ne šibkosti. Dodam, a bila prej prijateljstvo, prošnja za pomoč. Ste zelo močna oseba in jaz sem tu, da podprem vašo naraščajočo moč. Pravično je, da prejmete to pomoč, saj delujeva kot moštvo. Slišala sem vaše molitve, skrbi in afirmacije. Na vas izlivam svoj rog obilja, zato pričakujte nepričakovane dobitke in nepredvidljiva darila. Upoštevajte nove ideje, čustva in vizije, ki se bodo porodile v vas. To vodstvo vam daje jasne usmeritve glede aktivnosti, ki se jih boste lotili z mojo pomočjo. Skupaj naj čaka sam uspeh. Odprite se za sprejemanje, nepričakovani dobitek denarja se vam približuje. Mislim, ko še hočete. Zdaj, dobro, obilje je tudi v drugih oblikah, lahko so odnosi, lahko obilje sreče, miru, pač obilje na vseh ravnih. Zato poglejte, ta trenutek, 11. mesec je zato, da naredimo bilanco glede čustev. In če vidite, da nekaj ne štima, ni treba jutri delati reze, ampak dajte si čas, nekaj mesecev in potem realno pogledajte, kje ste. Boste videli, stvarstvo vas podpira, ampak korake delate vi. Niti enega ne more narediti nekdo drug namesto vas. Tako da, uživajte in korakajte. Zmorete, karkoli se vam dogaja, ker verjemite mi, stvarstvo vam prinaša darila. Vedno. Uživajte.